Sobodajalci, lastniki kampingov, prevozniki jadralnih padalcev, šole letenja in drugi, ki so se povsem usmerili v trženje jadralnega turizma, so zgroženi. Pravilnik jadralnim padalcem določa obvezno registracijo padala oziroma zmaja, česar ni nikjer na svetu. Jadralni padalci pri nas predstavljajo 70–80% naših gostov. To je za nas katastrofa, za nas je tole konec turizma. Mi naredimo okrog 6000 nočitev, pa približno 80% je padalskih gostov. To so gosti, ki jih pripeljemo namenoma na tekme. Ocenjujemo, da več kot 15% vseh nočitev ustvarjajo prav jadralni padalci. 20–25, skoraj do 30 000 nočitev v celotnem območju Tolmin–Kobarid. Utopično je pričakovati, da bodo tujci, ki na vzletiščih Kobala in Kobariški Stol kupijo 12 000 vinjet za vzlet na leto, urejali še registracije. Pravilnik, ki je sprejet in ki velja, za nas pomeni, da noben ne sme v zrak, ne Slovenci, ne tujci. Določa zadeve, ki nikjer v Evropi niso dorečeno, oziroma nobenih jih nima in smo neki unikat. Poleg tega Kobala in Kobariški Stol nista običajni gori. Jadralni padalci ju uvrščajo med 10 najboljših vzletišč na svetu. Vsaj doslej je bilo tako. Ja, definitivno bomo nezanimivi za njih. Drugi bodo pobrali tisto, kar bi mi lahko zaslužili. Na Ministrstvu za infrastrukturo ne želijo dajati izjav. Potrjujejo pa, da potekajo usklajevanja z Letalsko zvezo in Zvezo za prosto letenje ter da iščejo ustrezno rešitev. Malo prepozno. Zveza za prosto letenje je ves čas priprave pravilnika opozarjala na negativne učinke pravilnika.